Katja Mohr-Basler, vi ste direktorica Digitalnega središča Slovenije. Digitalno središče je zavod, ki je bil s strani Gospodarske zbornice Slovenije in še nekaterih strateških partnerjev ustanovljen že leta 2018 z namenom podpore mikro, malim in srednje velikim podjetjem pri digitalni transformaciji. In ravno o digitalni transformaciji se bova tudi danes pogovarjali, ker je to seveda aktualna tematika. Ker tudi razvoj na nek način podjetja sili v to transformacijo in v pogovoru z vami bi seveda radi ugotovili, kako lahko DIG pomaga podjetjem pri tej transformaciji. Pa mogoče bi začela čisto z osnovami, kaj sploh DIG je in s čim kaj je vaš core business, tako. Prav, ja. Tako kot ste že tudi sam omenil, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije je, mi smo želeli, da se vzpostavi enotna vstopna točka za mikro, mala in srednja podjetja, ki se lotevajo procesa digitalne transformacije. Želeli smo in na naši platformi vzpostaviti nek skupek informacij, ki bi podjetja pripeljala do nekih prvotnih ugotovitev, kaj morajo narediti, česa se morajo lotiti, na kakšen način se morajo tega lotiti in pa potem tudi konkretne informacije o bolj poglobljenih temah. Mogoče so kakšna podjetja že kaj naredila, pa se želijo samo v določenem segmentu lotevati stvari naprej. Seveda pa se zraven vključujemo tudi v veliko različnih drugih projektov, poleg same operacije, ki je nažalost zdaj leta 2023 že potekla. Še vedno iščemo možnosti, na kakšen način bi podjetjem pomagali. Na naši platformi recimo tudi objavljamo aktualne razpise, nekaterim se reče kaskadni razpisi, kjer se podporna okolja dobijo sredstva, ki lahko potem financirajo določene operacije podjetij, da s tem izboljšajo neke svoje ideje oziroma ki jim omogočijo razvoj njihovih idej. Po drugi strani pa tudi zasledujemo trende, kakor je na primer trajnost oziroma trende, zdaj novo pojavljajoče se neke regulative in oziroma premise, za katere moramo vsi skrbeti, ne. In jim nekako poskušamo, načeloma, ne, želimo to tako narediti, da bi podjetjem poskušali pomagati oblikovati nove poslovne modele. Ker digitalna transformacija, pa tudi recimo, če gremo trajnostna transformacija, zdaj v Evropi to imenujejo dvojni prehod, od podjetij zahteva spremembo razmišljanja, ne, to je celotna sprememba ustroja, procesov, firme in načeloma mikro, mala in srednja podjetja nekako izhajajo iz enega svojega osnovnega biznisa, no. Zdaj sem iskala malo izraz. In ta biznis je tisti, s čimer se oni ukvarjajo, a ne, ali delajo, ne vem, podstavke ali pa kozarce ali pa kakorkoli, a ne, in zdaj prihajajo nove in nove zahteve, nove in nove regulative. In načeloma je to za neko podjetje, ki ima, kaj jaz vem, med 1 in 9 zaposlenimi ali pa malo, majčkeno več, a ne, in predstavlja dodatno breme. In zdaj treba najti, kdo bo to delal, kaj lahko iz tega potegnemo, da nam ni samo breme, a ne, in pa na kakšen način to naredimo, da bomo v bistvu imeli iz tega tudi mi kakšne koristi. Se pravi, čeprav razumem, kako lahko digitalizacija tem predvsem majhnim podjetjem, kot so jih omenili, ki nimajo kadrovskih in drugih resursov, pomaga pri tej transformaciji. Mogoče bi bilo za začetek verjetno prav, da sploh razloživa, kaj to je digitalna transformacija, kaj se pojmuje vse. Verjetno to ni samo elektronski račun, ampak še marsikaj drugega. Ja, seveda. Mi imamo v bistvu tukaj čisto teoretično imamo več pojmov, se stopnjujejo, ne, digitizacija, to je to, da imaš recimo opremo, da imaš neke, da gre iz nekega analognega v digitalno, a ne, se pravi, potem imaš digitalizacijo, kjer že uvedeš digitalizacijo procesov in tako naprej, a ne. Potem pa digitalna transformacija pa pride takrat, ko ti dejansko prilagodiš svoje poslovanje
digitalnemu svetu. To pomeni, da ne vem, razmišljaš že v svojih procesih, že v svojih strategijah, načrtuješ nek nov produkt, razmišljaš o tem, kako boš, kdo so tvoje stranke, kako boš do njih prišel, ker zdaj nimaš več kanalov, samo teh, ki si jih imel do zdaj, nekih fizičnih, pa to zdaj traja že recimo, ne vem, dobrih 10 let, ampak imaš družbene medije, novičnike in podobno in imaš veliko več in drugačne poti, kako lahko te priješ do stranka. Je pa tako, zdaj morajo biti tudi stranke izobražene v tej smeri, se pravi, zelo pomembne so kompetence. Kompetence zaposlenih, da razumejo, kaj morajo delati, kako bojo uporabljali vsa ta orodja, ki so jim kar naenkrat na voljo, in pa kompetence strank, kupcev, tako, ja, da bojo to znali uporabljati. In to je neko tudi v bistvu medsebojna pomoč, učenje, in zdaj smo tudi v času, ko je vseživljenjsko učenje vedno bolj aktualno, je bilo vedno, ampak zdaj se pa to vedno bolj tudi potencira. Tako, ja. Prihajajo nova orodja, recimo, ne vem, od leta 2022 je prišel ChatGPT, zdaj vsi govorimo o ChatGPT-ju, in nekdo, ne vem, ki je že nekaj časa v službi, se je mogel s tem na novo spoprijeti. Zato, ker vsi smo se mogli na novo s tem spoprijeti, ampak te, recimo, digitalni, rojeni v času digitalne dobe, se upravičujem, skozi mi hodijo malo angleške izraze in novice. To je tudi del tega vsakdana. Tako, ja. Jim je lažje sprejeti novosti in so bolj odprti, ker so že sami vzgojeni v tem, da se skozi odpirajo neke nove tehnologije, neke nove možnosti. Recimo ljudem, ki so recimo se izobraževali, hodili v šolo takrat, ko še ni bilo računalnikov, ko to ni bilo normalno, mislim, ko to ni bila neka nova normalnost, je pa mogoče malo težje. Tako da je pa treba vse to sprejeti in s tem iti naprej. Ampak, kot prej sva rekla, za digitalno transformacijo podjetja, se pravi, ena od ključnih stvari so kompetence. Ena stvar je v bistvu tehnologija, se pravi digital readiness, oziroma sposobnosti digitalne. Potem ena stvar je, to so pa organizacijske spremembe. Se precej drugače se dela v teh okoljih, ki so bolj dinamična, bolj agilno, bolj prilagodljivo. Včasih je tudi hierarhija malo ranjena, se tudi ti modeli vodenja spreminjajo, včasih pogosto v teh primerih. In zaradi tega se mora tudi organizacija tako strukturno spremeniti. Je pa tudi res, da se s tem, s samo digitalizacijo, digitalno transformacijo, marsikater proces spremeni. In mogoče za nekaj, kar si rabil prej par zaposlenih, zdaj rabiš samo še enega. Ker pa vemo, kakšna je kriza na trgu, z zaposlenimi, in če oni poznajo tvoje podjetje, poznajo delo in produkte, kakšni morajo priti ven, se splača podjetjem potem poiskati nove naloge za te ljudi in jih potem tudi izobraziti, da to delajo. Sva lahko recimo, ali pa sva poskušala biti malo plastična, pa si mogoče zamisliva neko podjetje, ali pa mogoče brez imen, kakšna izkušnja konkretno iz diha nekega podjetja, ki je prišlo recimo do vas s to idejo, in kaj, mislim, rekel ABC digitalne transformacije, kaj se lotiti, mi smo imeli srečo, da smo s podjetji začeli sodelovati v času, ko so bili na voljo digitalni vavčerji. Podjetja so več ali manj prišla do nas na način, da so prišla po vavčer. Vavčerji so pomenili, da je to 60% sofinanciranje za 4 storitve, se pravi za digitalno strategijo, digitalni marketing, dvig digitalnih kompetenc in pa kibernetsko varnost. In podjetja načeloma
so začeli z digitalno strategijo. Takrat so videli, recimo, ko so šli skozi ta proces, kje vse se je potrebno lotiti, kdo so njihovi konkurenti, kjer so že napredovali, kakšni so ta pravi produkti, kakšne so persone njihovih kupcev, recimo, in potem tudi recimo tele dimenzije poslovnih procesov, od izkušnje stranke do podatkovne strategije, do kibernetske varnosti in tako naprej, na katere točke morajo biti pozorni. In če so šli skozi digitalno strategijo, so že imeli en okvir, kaj morajo narediti. Zdaj, to smo jim zdaj omogočili z orodjem za merjenje digitalne zrelosti. To tudi zdaj ponujamo, ker ni voucherjev. In to orodje ti v bistvu oceni, na katerem nivoju si po posamezni dimenziji digitalizacije. In v bistvu smo ga tako zautomatizirali, da da že v neko samoocenitveno poročilo. Tukaj je zelo fajn, da so podjetja tudi iskrena sama do sebe, ne tako da reče, se to pa jaz že vse imam, zato ker potem bo tudi poročilo takšno. Če pa ti pač poveš, se to samo ti vidiš, jaz imam tam v Excelu agregirane podatke in ne bom šla po podjetjih, ne bomo šli gledati, ampak je pa fajn zaradi tega, ker se potem podjetje lahko pozicionira, lahko vidi, kje so recimo ostala mikro, mala, srednja podjetja ali po panogi ali tako. Po drugi strani pa vidi, recimo, če načrtuje kakšne investicije, kje bi se mu splačalo največ investirati, v katere, ali v tehnologijo, ali v kompetence, to gre ponovadi eno z drugim, ali pa mogoče tudi v kakšno organizacijsko preobrazbo, ki pa ponovadi vse skupaj potegne za sabo. Najlažje je, da podjetje najprej ta vprašalnik izpolni, da ima vsaj neko osnovo, sliko, in potem verjetno s temi rezultati recimo lahko pride do vas, vi skupaj pregledate in mu pomagate potem. In mi imamo tudi kar nekaj tudi evropskih projektov, upamo, da bo tudi na nacionalni ravni kakšno financiranje za mala in srednja podjetja spet na voljo, in jih potem usmerimo na določene storitve, na strokovnjake. Skozi projekt EDIH, to pomeni, tako kot smo mi recimo Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije. V Sloveniji nas je 11 dihov drugače, 7 od teh 11 se nas je povezalo v konzorcij in smo dobili tudi status evropskega digitalnega inovacijskega stičišča. In skozi ta status mi ponujamo določene storitve. Tukaj smo tudi recimo partnerji z Inštitutom Jožef Štefan, z Univerzo v Mariboru, Tehnološkim parkom, Arcturjem, potem TCS iz Celja, Agrifoodom. No, tako da imamo veliko partnerjev z veliko kompetentnim znanjem. Predvsem se osredotočamo na proizvodnjo, turizem, zdravje in pa agrifood, pač kmetijstvo, agroživilstvo, tako, ne. In še posebej, če so podjetja iz teh panog, imamo za njih prav že v bistvu razdelan, kaj jim lahko pomagamo konkretno, kar so tudi recimo po Evropi podjetja dobila pomoč na teh pač področjih. Imajo tudi možnost testiranja opreme, preden v njo investirajo, recimo superračunalnika, če imajo recimo že nabranih veliko podatkov, sta dva partnerja, Univerza v Mariboru in pa Arctur, ki imata superračunalnike, lahko pregledajo, če so ustrezni podatki, da grejo super in kar lahko v bistvu kakšne analize s tem naredijo. In potem skozi ta testiranje pred investiranjem, to se mi zdi meni osebno ena taka res super storitev, se potem podjetje lažje odloči, a je ta tehnologija za njega primerna ali pa ni. Ampak to govorimo že potem, ko so že malce dlje v sami digitalni transformaciji. Za začetek pa tako, kot sem rekla, se lotijo res najprej, kje sploh stojimo, pogledamo trenutno stanje, potem naprej, kaj moramo najprej urediti, pa ponovadi so to kar kompetence, Ker potem recimo mi načeloma lahko pridemo do enega orodja, pa tisto orodje zelo malo uporabljamo. Uporabljamo tako mogoče dve feature, funkcije, dve funkciji tega orodja. Podobno, kot kupujemo mega, fotoaparat, stroj, uporabljamo samo en gumb. Tako, ja. Ampak tisto orodje ima pa še
cel kup enih funkcij, ki bi jih lahko uporabljali, ki bi nam zelo koristile, ampak jih ne poznamo. Ne? Tako da dostikrat je tako, da marsikaj že imamo, pa še ne znamo uporabljati, pa je to fino, da se najprej to izpopolni. Potem pa, da ko se to izpopolni, pa ljudje načeloma, ki poznajo svoj produkt, ki poznajo svojo firmo, že vejo, recimo, kaj bi bilo nekaj, ki je komplementarno, ne nekaj zakupati, pa da se gre čisto na nov sistem, ampak da je bolj fino, da ti dopolnjuješ in s tem in prihraniš in nekako lažje nadaljuješ svoje delo. Druga faza pa si predstavlja vedno procesi dela, takoj za te sledijo. Absolutno. To je ena od komponent, teh, ki sem jih že prej omenjala, digitalizacija procesov, ampak to je tako mukotrpno delo. Vsak, ki je bil že v kakšni firmi odgovoren za popis procesov, pa tudi če samo v svojem oddelku, vsi verjetno tega ne želi pogosto delati. In tukaj tudi recimo procesi se spremenijo. Marsikateri korak se preskoči, potem marsikaj pa lahko ti vidiš, ki ga popisuješ, da se da avtomatizirati. In potem, ko je ta proces avtomatiziran, ti v bistvu prinese nek prihranek časa. In tudi prihranek sredstev. Tako da digitalizacija sama po sebi zelo temelji na teh prihrankih. In ti lahko potem ta svoj čas, za nekaj bolj koristnega uporabiš, za razvoj, za iskanje novih trgov, naprimer, in podobno. Nekje sem prebral, da je digitalno proaktivna podjetja poslujejo do 10-krat bolje kot podjetja v isti branži. Je to realen podatek? Prav številke ne vem, ampak če malo razčlenva, recimo, kaj lahko naredi, tako kot sva zdaj omenjala, recimo prihranke, to je ena stvar, ampak samo na prihrankih, šparati je treba, pa ne stane, kako hoče, ne moreš temeljiti. Definitivno ima dostop do globalnega trga. Preko tega, da začne recimo neke stvari ponujati prek svetovnega spleta, dobi nove stranke, logistika zdaj nekako deluje tudi v skladu s tem, kar narekujejo trendi. Pa tudi recimo izobražuje se lahko, informacije so bolj dostopne in dobi veliko več informacij iz sveta. Pa recimo, kaj še, recimo, dobro, pa ima mogoče višje dobro, ampak skrajšaš si čas službenih poti, naprimer. Veliko stvari se lahko udeležiš online, niti treba en dan preiti, pa en dan kasneje priti nazaj, 2 dni si prihranil. In v tem času pač definitivno lahko delaš kakšne druge stvari. Potem veliko večja konkurenca je zaradi tega globalnega trga, in to te sili biti vedno boljši. Tudi zaradi tega, to je ena taka spodbuda, ki te poganja, da posluješ boljše. Tako da ja, jaz mislim, da je realno to kolikokratnik, to pa ne bi znala oceniti, ampak po mojem bi se kar približali temu, počasi. Verjetno prva ovira, ki nastane, je že ta, da se mora podjetje najprej zavedati, da ima ta manko, da sploh neko stopi do vas ali do nekih kompetentnih strokovnjakov, ki mu lahko pomagajo. Kako to oviro premostiti? Kako podjetja osvestiti, da je pač svet danes drugačen, da se je potrebno prilagoditi? Ja, tako jaz mislim, zelo veliko je pač čist osnovna metoda od ust do ust je bila vedno pri nas, ker smo bolj majhen trg, taka učinkovita. In tukaj so nam, se pravi v zadnjih 5 letih, moram pohvaliti, zelo veliko pomagali zunanji svetovalci, ki jih imamo v katalogu strokovnjakov za digitalne storitve. Oni so dejansko šli v konkreten stik s podjetji, se z njimi pogovarjali in predstavili, zakaj mora to narediti. Druga stvar je to, ko gledaš enega drugega, svojega konkurenta. Kaj pa on dela, da je zdaj kar naenkrat? Kaj dela boljše kot jaz? Ja, kaj dela boljše kot jaz? To se moramo vedno spraševati. Nobeden ni brez konkurence. In gledaš, po storitvah, kaj pa jaz ponujam, ponujam svetovanje, koliko jih še ponuja svetovanje.
pa ponujam to, pa ponujam ono. In greš po vsaki storitvi in gledaš, pa kaj pa oni delajo, da imajo tak domet, a ne. In hitro priješ do tega, a ne, da se poslužujejo tudi digitalnih orodij, a ne. Potem seveda dogodki, bolj ko so, ampak za te dogodke to jih doseže že takrat, ko so nekje naročeni ali na nek novičnik ali nekaj jih moraš doseči, a ne, s tem. Potem preko kakšnih, ne vem, lokalnih skupnosti smo recimo mi tudi poskušali. Ampak jaz mislim, da pri nas res največji delež je bil strani zunanjih strokovnjakov. Oni so zelo veliko naredili na tem osveščanju javnosti. In pa seveda potem čist medijske strategije, ki jih vsi poznamo, a ne, to je pač od trženja medijskega prostora do nastopanja v javnosti in tako naprej. No. Bi si morda upali oceniti, ali pa mogoče obstajajo tudi kakšne številke, na kakšni ravni je ta digitalizacija, predvsem pri srednje malih podjetjih v Sloveniji? Mislim, jaz lahko ocenim s tem, koliko jih je pridobil vavčerje, a ne. Pa če gremo čisto tako spet malo deduktivno pogledati, a ne, po javno dostopnih podatkih je v Sloveniji skoraj 200,000 malih in srednjih podjetij, a ne, mikromalih in srednjih. In tukaj recimo, če odštejemo te, ki imajo to kot obliko dela ali pa recimo nekje drugje, a ne, ali pa ki delajo samo nek določen segment in ni sama firma, ki nekaj razvija, pa rečemo, da jih je 100,000, ne, da jih polovico odrežemo, bi rekla, da smo mi operativno dosegli 10%. Zato, ker pač smo tam približno 10,000 vavčerjev nekako sprovedali v teh 5 letih. Ampak jaz mislim, potencial je še veliko večji. Veliko od teh jih je tudi slišali za od preostalih 90% jih je še tudi slišali za vavčerje, se zanimajo za to, ampak žal trenutno nacionalnih sredstev za te stvari nimamo. Čakamo, no, napovedani so bili še za letošnje leto, tako da upam, da bodo pa vsaj v prihodnjem letu, da se bo pa uspelo odpeljati vse to. Zdaj smo že v bistvu 2 leti v tej fazi čakanja. Če prav razumem, to sofinanciranje države, bodisi preko vavčerja ali pa preko kakšnih drugih instrumentov, je očitno za ta podjetja zelo pomembno, kar je sicer verjetno tudi logično, ker govorimo o majhnih podjetjih, ki nimajo veliko resursov na razpolago, ne. Tako da tle verjetno bi se pričakovalo, ne, od države, ki naj bi imela neko strategijo na tem področju, ne. Strategije imamo, super. No, ampak žal imamo veliko strategij v tej državi in kar še tudi obleži v kakem predalu, ne, tako da to je verjetno pravi pristop, no, to sem hotel izpostaviti. Jaz mislim, da to definitivno je pravi pristop, tako kot ste že sam omenil, a ne. Ta podjetja načeloma nimajo oddelka za razvoj ali pa nekoga, ki skrbi za skladnost ali pa tako, a ne. In če ti to sofinanciraš, s tem spodbudiš, da se bo to podjetje premaknilo. Glede na to, da vseeno živimo v novi industrijski revoluciji, se pravi digitalni revoluciji, ne industrijski, a ne. In da jaz se vedno spomnim na ono knjigo Veliki sovražnik vlakov, a ne, ki je mislim, da je nek madžarski pisatelj je napisal, takrat se je gospod zelo boril, a ne, proti vlakom, proti industrializaciji in tako naprej, ampak pač razvoj gre naprej, cel svet gre naprej. Zdaj, glede na to, prejšnji četrtek sem poslušala predavanje na dnevih ZEI in je Jožo pa Damjan tako, ker za Evropo malo slabšo sliko pokazal, a ne, glede na napredna gospodarstva Azije pa tudi Amerike. In jaz mislim tako, no, zdaj prav boriti se proti temu ne moreš, pač to je razvoj, to gre.
tukaj sama mala podjetja pa nimajo te moči, da bi šla v korak s tem razvojem. Neke multinacionalke, velika podjetja, ki se morajo obdržati na trgu, ki imajo oddelke prav temu namenjene, oni to lažje sami počnejo. Pa že te dostikrat rabijo kakšno finančno spodbudo strani države ali pa Evropske skupnosti. Medtem ko mala in srednja podjetja pa nujno potrebujejo spodbudo. Recimo en zelo dober projekt je bil P4D se imenoval in to je sofinancirali prav digitalno transformacijo ali neko orodje ali v bistvu sistem, celoten digitalni sistem v firmah in jaz mislim, da to bi bilo nujno narediti ponovno. No. Rekli ste, iti v korak s časom, ne? Del tega tudi umetna inteligenca, ki se je danes na hitro tudi že omenila. Ta se dobesedno svetlobno hitrostjo razvija, skoraj tedensko je neka novost. Sicer mogoče retorično vprašanje, kako temu tempu sledimo v Sloveniji, glede na to, da sva prej ugotovila, da že Evropa zaostaja za najbolj razvitimi, ne? Ampak vseeno mogoče. Ja, pa ni bilo vedno temu tako, a ne? V Sloveniji imamo mi, to je zelo taka zanimivost, a ne? V Sloveniji imamo mi eno zelo dolgo tradicijo umetne inteligence. Mislim, da je več kot 30 let prisotna na Inštitutu Jožef Štefan, to je profesor dr. Bratko, mislim, da je eden od pionirjev tega. Tako da pri nas je tudi, recimo, mislim, da od 2020 ali pa še prej, ali 2018 je v Sloveniji UNESCO Center za umetno inteligenco, IRCAI. In to je bilo še pred ChatGPT-jem. Zdaj se pač, to je bila mogoče malo druge vrste umetne inteligence, ki je delovala pač na algoritmi, ki se je razvijala. Zdaj pa tale generativna umetna inteligenca, ki se pa sama razvija, se tudi sama uči, a ne, prej je bilo malo več kontrole, a ne, pa malo bolj obvladljive te nevronske mreže, zdaj so pa že to postale toliko neobvladljive, da dejansko je stalen napredek. Slovenija mislim, da ima tudi, vsaj to ima malo star podatek, ampak mislim, da smo imeli med največ strokovnjaki za umetno inteligenco na prebivalca tako recimo pred 2 leti ali pa 3. Ampak je pa drug problem, ne? Mi že imamo znanje, pa imamo teorijo, pa vse. Imamo pa tudi zelo neprijazno davčno politiko. Sploh za zagonska podjetja, za mala podjetja. In žal, tudi mi poznamo veliko primerov, a ne? Ko odhajajo ta podjetja pač v tujino. Odhajajo v Veliko Britanijo, odhajajo v Švico, v Ameriko in tako naprej. In naredimo pa nič, ne, za to, da bi jih zadržali. Tudi to je, da študijski programi se ne povečujejo. Univerze imajo neko svojo logiko deljenja sredstev oziroma mest za posamezne študijske programe. Nimam občutka, da bi se v šolskem sistemu prepoznala pomembnost IKT strokovnjakov. Kljub temu, da je v preteklosti bila Slovenija ena od, bom rekla, majhnih velesil na takih področjih, a ne. Tako da imamo en tak, kako bi rekla, če bi bila to ena oseba, a ne, bi verjetno bila diagnosticirana s kakšnim latinskim imenom. Ampak bilo bi pa zelo ustrezno, no, da bi se mogoče vsaj ta inovativna podjetja, ne, ker recimo mi imamo tudi na evropskem nivoju STEP uredbo, ki pravi, da je treba spodbujati inovativnost Evrope in v bistvu kot neko samozadostnost in inovativnost Evrope, a ne. Pa žal se to pri nas ne kaže, a ne. Potencial je, ne. Potrebno bi bilo pa to še nekako z vladne strani, z davčno politiko, z nekim ustreznim okoljem. Tudi nekdo mi je zadnjič rekel, da je Slovenija bila že označena kakor zelo neprijazna do startupov, ne. Tako, pa to je škoda, da to mi na mednarodnem nivoju pridobivamo tak sloves, a ne. Spet imam možda provokativno vprašanje, imamo sploh še časa, v smislu, tudi če spremenimo zdaj to miselnost, če spremenimo zakonodajo, druge države so že toliko naprej, da
Se mi malo poraja vprašanje, ali lahko še obrnemo ta trend, dobro, do neke mere, zagotovo, verjetno pa nikoli ne bomo neka velesila, zagotovo ne, no, ampak mogoče nek svetilnik v Evropi na tem področju, to ne. Jaz mislim, da po mojem se da, ne. Recimo, če že pogledamo sosednjo Hrvaško, ko so, koliko je, 3 leta nazaj, so za prve 3 leta recimo sploh zagonska podjetja oprostili davka in so to obesili na veliki zvon, je bilo kar naenkrat, se je ta konotacija spremenila, ne, same države. Ne. Pa prijaznost do teh digitalnih nomadov in podobno. Tako, ja, tako, absolutno. Ne. In če bi šli na eno tako, ampak to bi se prav na strateškem, na najvišjem nivoju bilo potrebno lotiti takih pristopov, jaz mislim, da bi to šlo. Ne. Ker s tem v bistvu vse ta podjetja, če tako pogledaš, ne, se med sabo povezujejo. To se ustvarjajo partnerstva z velikimi podjetji, z malimi in potem s tem spodbudiš ti tudi domača velika podjetja, da iščejo v bistvu razvojne dosežke v malih podjetjih, ta partnerstva ustvarjaš. V bistvu to je dobro za cel ekosistem. In na koncu tudi, če ti mala podjetja oprostiš davka, ti boš to dobil kot država, ne, kot budžet, boš to dobil enkrat nazaj, ker ti boš pod nekje drugje pobral. Ne. Tako da jaz mislim, da takšno, ne vem, razmišljanje, kar je trenutno pri nas, ni preveč spodbudno. Ne. Razen, če je naš namen, ne, pač muzej na prostem, to pa tudi, ampak je treba potem to skomunicirati, da bomo delali vsi tako smer. No, pa tudi zato treba imeti strategijo. Tudi zato je treba imeti strategijo, tako je. No, sej ta pesimizem, ki bom rekel, vez tega vašega prepovedovanja, seveda ni kar strte zvito, ne, tudi po, naravno, mislim, da prejšnji mesec, oziroma pred počitnicami mogoče, Evropska komisija objavila ta DESI indeks, ne, po katerem smo nazadovali, nažalost, ravno pri digitalizaciji gospodarstva in pri kadrih. Ne. Tako da je ta skrb več kot upravičena. Ne, in tako, kot se že pogovarjava, ne, nazadovali smo v Evropi. Kaj šele v primerjavi z ostalim svetom? Ja. Kadri hodijo ven, a ne. V glavnem, kar se tiče digitalizacije gospodarstva, tako kot sem že povedala, jaz mislim, to je možno posanirati. Možno je zato, ker sredstva so na voljo, ker smo iz evropskega, mislim, seveda vsaka država članica plača v skupni sklad in potem pridobivamo sredstva iz tega skupnega sklada. In smo pridobili sredstva, samo počrpali jih nismo kot država. In ta sredstva dejansko nekje so in jih je potrebno pač uporabiti za to, da se naredi nek preboj ponovno. Sej, načeloma, če se pa spomnite, 2 leti nazaj smo bili pa blazno optimistični na DESI indeksu. Si je pa cvetel in slovensko digitalizacija gospodarstva in v bistvu v vseh stvareh smo se obračali na bolje. Zdaj bilo pa, recimo pri gospodarstvu, ja, se vidi, ni bilo subvencij in tudi potem jaz mislim, ker ni poudarka na temu, ne govori se, ne vabi se podjetij k digitalnim projektom in to pade ven iz fokusa. Pa se mogoče zdaj bolj ukvarjajo s tem, da iščejo, kaj pa jaz vem, ne vem, sredstva za pridobitev trajnostnih znanj, za prilagoditev poslovanja, kar ne bom rekla, da ni z roko v roki, ampak pač pade jim iz fokusa in ukvarjajo se z nečim drugim. Kar se tiče pa kadrov, ne, mi delamo na Dihu 2 raziskavi kontinuirano. In sicer ena je napovedovanje digitalnih profilov, kjer podjetja sprašujemo, kaj predvidevajo, da bodo potrebovala v naslednjih 5 letih. Tam imamo neko lestvico potem najbolj zaželenih digitalnih profilov, to smo naredili po evropski metodologiji. In anketiramo vsako leto pač takšen vzorec podjetij, da se da potem preslikati na populacijo in vidimo recimo, kako bo manjkalo. No in potem drugi korak je pa to, da pregledamo študijske programe. Koliko jih je popolnoma digitalnih študijskih programov, koliko je digital ready študijskih programov, se pravi, da imajo neko podporno znanje o digitalizaciji za nek svoj poklic, ki ni
IT, oziroma digitalni, in pa koliko jih je pa popolnoma brez tega. Zdaj so se sicer pojavila mikrodokazila in so se 3 programi preko mikrodokazil v preteklem letu odprli, ampak to ni pač cel program, ampak samo nek predmet, kar je mnogo premalo. In ko smo začeli to raziskavo delati, smo ugotovili, da na enega študenta, če konča, čaka 5 delovnih mest. No, zdaj jih čaka 7 plus. To pomeni, da tukaj gre eksponentno gor. Zdaj pa zakaj sem rekla, če konča? Podjetja so pa, se pravi, kaj ti ostane? Ostane ti potem prekvalifikacija zaposlenih oziroma aktivne delovne sile. Druga stvar je zaposlovanje tujcev. Tretja stvar, ki se pa tudi poslužujejo podjetja in mladi se tega pač ne zavedajo, tam nekje v drugem letniku začnejo ljudje že malo delati po firmah, dobijo plačan, vedno manj časa imajo in potem ne končajo faksa. In se jim načeloma tudi ni treba, dokler niso stari 40 pa malo. In potem jim je pa malo žal, pa kakšni grejo nazaj, programi so se orang spremenili med tem. Tako da, ja, to pa tudi vidimo, da veliko se jih opiše, mislim, neki še vedno premalo, ampak se opisujejo, veliko manj jih pa konča. In tukaj mogoče tudi en apel na firme, dajte, če imate študente zaposlene, dajte jih spodbujati, da končajo fakse. In to je dobro in za podjetja in za študente. Tako da, ja. To pomanjkanje kadrov je pereč problem, ki niso slovenski, predvsem z teh digitalnih ali pa IT profilov. Kot pravite, sami jih premalo proizvajamo. Tako. Iz tujine jih bomo težko dobili, glede na to, da jih vsi iščejo in potrebujejo. In Slovenija še zmeraj ena od redkih držav, ki ima teh veščin, IKT, ne uvaja že od osnovne šole naprej. Vi ste tudi aktivna članica Strateškega sveta Gospodarske zbornice za digitalizacijo in temu vprašanju ste namenili kar precej pozornosti, pa ni videti, da bi se kaj premaknilo. Nažalost, strani verjetno Zavoda za šolstvo, pa tudi te ideje ministrstva niso dovolj močno zastopala, da bi se uvedlo računalništvo in informatika že osnovne šole. Če vprašaš posameznega ministra, so vsi za, Ja. Ampak potem, ko je pa treba sprejeti odločitev, imajo pa potem, ne vem, že učitelji nek odpor do tega, pa otroci so itak preveč na telefonih, pa so preveč za računalniki, pa tako naprej. Ampak, če se vsi spomnimo svojih uporniških let, kaj je bilo najbolj zanimivo? Tisto, kar so nam najbolj prepovedovali. Če ti recimo daš otroku znanje o algoritmu, da bo on razumel, ne vem, TikTok, naprimer, če bo TikTok videl, da ti eno stvar gledaš več kot 10 sekund, ti bo take vsebine ponujal še več. Če bo videl, da spadaš v tako pa tako skupino, te bo profiliral na tak in tak način in boš imel več takih vsebin. Če boš pa ti to razumel, se boš pa samo zaščitniško obnašal. In ti ne rabiš imeti potem skozi nekoga na grbi, pa starševske kontrole, pa omejitve časa in tako naprej, če boš ti razumel, na kakšen princip stvari delujejo. In potem verjetno ti bojo zanimive tiste stvari, ki bodo bolj produktivne, ker načeloma taka je človeška narava, vsaj v mojih časih je bila, da ne vem, takrat, ko nisem smela iti ven, sem si najbolj želela iti ven. In jaz mislim, dobro, zdaj je glih obratno, zdaj pač otroke podimo ven. Ampak mislim, da otroke je treba opolnomočiti in jim dati res razumevanje in tudi to, in potem, ko imajo to razumevanje, pa niso zgolj uporabniki. Zdaj, ko gledaš otroke, to pač attention span oziroma kako bi temu čas pozornosti se krajša. In to zaradi tega, ker so pač v bistvu vsi filmčki so narejeni na 20-30 sekund in toliko imaš ti potem tudi časa, da svojemu otroku nekaj dopoveš. In tudi, ko zlaga, ne vem, posodo iz stroja, jo lahko zlaga 30 sekund, pa bi šel pa kaj drugega delati.
Ampak če bo pa on vključen noter, pa da bo znal to programirati, pa da bo razumel, kako je to narejen, si bo pa lahko to prilagodil in potem... Ta tehnologija je tam manj vplivala na njega, Tako. oziroma tako vsaj v tem nezavednem smislu. V tem nezavednem smislu bo izgubila pač ta močen vpliv, tako da to je moje mnenje in jaz absolutno zastopam to učenje, ker imamo tudi analogno učenje algoritmov. Imamo tudi, v bistvu, recimo eden od izgovorov, zakaj tega nimamo, je zato, ker primanjkuje učiteljev, Če pogledamo kakšne... To zagotovo je problem, ki pa je tudi rešljiv. Ja, kako so reševali, ne vem, nekatere druge države. No, kakor sem prej rekla, sicer, da zaposluješ študente drugega, tretjega letnika, Del obvezne prakse zagotovo bi lahko bil poučevanje v osnovnih šolah, vsaj v nižjih razredih. To jaz mislim, da bi bilo dobro in za študente in za otroke. Kdo še? Potem, tako recimo, ko se to pogovarjamo na kakšnih konferencah, vprašaš, a bi bil kdo od vas pripravljen učiti. To gre, ne vem, polovica Rok Gregor. Pa recimo, da jim potem preprečijo še kakšni drugi dejavniki, ampak recimo 1/4 teh ljudi bi pa riskirala, ne vem, sabbatical, se pravi, prosto leto 2 uri na teden. ali pa 2 uri na teden, ja, recimo, da bi se bilo to logistično lažje, da bi šla poučevati, In jaz mislim, da če bi se to gledali kot družbeno koristno delo, kot neko prispevek k razvoju, da bi se te stvari, neka kolektivna akcija bi lahko obrodila neke sadove, Tako da, ja, jaz mislim, da če je volja, je pot, Moramo počasi zaključiti, ker smo že izkoristili čas, ki nam je bil na voljo, pa mogoče najbolj da zaključiva ravno s to mislijo, da upajmo, da bodo odločevalci razumeli to potrebo po neki večji fleksibilnosti, tudi pri spreminjanju šolskega sistema, ker verjetno tam se vse začne. Res je. Se vam zahvaljujem za obisk, veliko uspeha vam in seveda Dihu in verjetno bomo še kdaj o teh temah razpravljali. Hvala lepa za vabilo.